dr. Andrejo Sušnik, da nam pove kaj o praktičnih izkušnjah s kmetijsko sušo v 21. stoletju v Sloveniji. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mogoče samo komentar na izvajanje kolega pred mano. Stroka se že zadnjih 20 let kar intenzivno ukvarja s tem, da bi poenotili te različne vidike suše. Moje predavanje, ki je omejeno na 15 minut, bi se seveda lahko nekako lotilo vseh treh komponentov, se pravi tako meteorološke, kmetijske kot hidrološke suše in tudi socioekonomskih učinkov, pa vendar bom ostala v omejenem času. Rekla bi pa, da smo naredili pač kar precejšen napredek v tem smislu, da smo poenotili tudi določene indikatorje oziroma kazalce suše na evropskem prostoru, sploh pa tudi globalno. Kako sem strukturirala moje današnje predavanje? V prvi vrsti bi rada glede na naslov predstavila, kakšno je stanje kmetijske suše v Sloveniji v obdobju spremljanja, ki ga imamo pač v našem bogatem hidrološkem in agrometeorološkem arhivu Agencije za okolje tja od leta 1961 dalje. Nekako umestila nas bom v evropski prostor. Evropska je bila precej mačehovska do suše, mogoče so se sušo soočale samo mediteranske države, vendar dejstvo je, da se nam zdaj to dogaja tudi v centralni Evropi. Lep primer je bila suša letošnje leto v Italiji in verjetno ste spremljali v medijih. Upravljanje je tudi v zelo razvitih evropskih državah še vedno zelo šibko. Tretji segment mojega predavanja bo novost v razvoju na Agenciji za okolje. Trenutno vodimo kar precej velik projekt upravljanja s tveganjem suše v porečju reke Donave. Zdaj verjetno zaradi omejitve časa ne bo možno povedati kaj več o projektu, zato smo tamle zunaj postavili mini stojnico, kjer lahko dobite več informacij o projektu, kar zanimivo partnerstvo je tudi hidrološko. In seveda na koncu apel, ki je bil tudi že izpostavljen od predhodnega govorca, da seveda smo pa šibki pri upravljanju. In tukaj mislim, da je prostor in čas in tudi pravi ljudje, da kakšno besedo rečemo tudi na to temo. No in če začnem, kako se suša razvija v evropskem prostoru, tukaj imam podatke Evropske okoljske agencije od leta 2002 do 2015. Kaj lahko ugotovimo? Večje območje v Evropi so bila prizadeta zaradi suše v zadnjem obdobju, lahko pa vidimo njeno naravo, to se pravi prostorsko in časovno se nam pojavlja različno. Suša je še en fenomen, pojavlja se počasi, Angleži imajo lep izraz creeping fenomena, to se prihaja počasi. Zdaj, če smo mi turist v poletnem času, smo s tem stanjem zelo zadovoljni. Malo manj smo zadovoljni, če smo kmetici, zato kmetici tudi najprej reagiramo. Tudi hidrološke zaloge v detekciji javnosti večinoma, ko so že prazne, niso problematične, dokler imamo še vodo na pipi. In mislim, da ta segment komponente suš, ki so bile prej omenjene, vsekakor treba upoštevati, ko razmišljamo o upravljanju suše. Ni tako vidna kot na primer poplave. Najhujša suša, ki je nekako sprožila, da se je tudi evropski prostor začel ukvarjati suše, je bila suša 2003. Tukaj lahko vidite, v prostorskem obsegu je dejansko zajela celotno Evropo. Ne samo suša, bila je še kombinacija vročine. V Franciji je kar precej ljudi umrlo zaradi težav, pomanjkanja vode in tudi vročine. In to je nekako tudi sprožilo, da se je Evropa začela ukvarjati s tem, kako bomo boljše upravljali sušo. Poplave nekako so nam bile blizu, suše pa ne. In po podatkih Evropske okoljske agencije je bilo v tem obdobju 2006-2010 kar 15% ozemlja Evrope prizadete zaradi suše. Da ne govorimo okrog 20% prebivalcev, to so velike številke. Leta 2003 je bilo 100 milijonov prebivalcev Evrope prizadetih zaradi suše, škoda je bila gromozanska, okrog 8 milijard evrov, samo v enem letu. In ko že govorimo o kako opazujemo sušo, glede na to, da je drugačen pojav kot poplave, seveda stroka na tem je naredila kar precej korak v zadnjih 20 letih. Tukaj je primer Evropskega observatorija za sušo, ki je na Joint Research Centru ali Evropskem raziskovalnem centru v Ispri, blizu Milana, kjer seveda združuje vse strokovnjake na področju suše iz Evrope in tudi globalno. In tukaj vidite lahko razvoj letošnje suše. Verjetno se še vsi spomin še seže v vroče poletje in tukaj se vidi, da dejansko poleg našega prostora jugovzhodne Evrope je bila zelo ekstremno prizadeta Italija. Ves centralni del Italije je imel zelo dolgotrajno in ekstremno sušo v letu 2017 in ko je profesor Brenčič že omenjal indikatorje,
to je kombiniran drought indeks, kar pomeni, da vključuje integralno podatke o meteorološkem, hidrološkem monitoringu, tako modelov kot meteoroloških spremljivk in tudi satelitske posnetke. A ne? Vsi vemo, da samo z enim indikatorjem se take široke kompleksnosti suše ne bomo mogli lotiti. Mogoče samo za informacijo, da veste, da v Evropi obstaja Evropski observatorij za suše, njen jugovzhodni krak pa pokrivamo na Agenciji za okolje, kjer vodimo Center za upravljanje suše. Če mi bo zmanjkalo časa, ste vabljeni na našo stojnico zunaj, kjer je nekaj osnovnih informacij o Centru za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi, ki združuje 13 držav jugovzhodne Evrope, ki imamo vsi podobno težavo z upravljanjem suše. No in če nadaljujem, seveda, kot je bilo že izpostavljeno, suša večinoma res nekako detektira se v javnosti in tudi v medijih takrat, ko je pač prizadet kmetijski pridelek, ampak spomnimo se suše 2012 in tudi zimskih suš, ki pa včasih lahko na nek način prizadenejo pa tudi naše hidrološke zaloge. Nisem prepričana, tukaj je dosti velika skupnost hidrologov oziroma strokovnjakov z področja voda, ki bodo sigurno dali kakšen prav odgovor in mislim, da je to paradigmo, ki jo imamo v slovenski javnosti, treba počasi začeti spreminjati, kot se počasi razvija tudi suša. Žal protokola, kar se tiče upravljanja suše v Sloveniji, zaenkrat še ni. Iščemo različne zakonske forme, vodna direktiva, na primer, je ena taka od njih, vendar je zelo težko integrirati vseh sektorje, na katere voda posega. Mogoče tukaj samo bolj kot informacijo, ena študija, ki je bila pred kratkim narejena, opazujte samo kroge, rjavo pa zeleno pomeni kmetijstvo. Hotela sem ta graf pokazati izključno iz aspekta, to so vplivi suše v številnih sektorjih. Kmetijstvo še zdaleč ni edino. Poglejte, na primer, Anglija, ki ima mimogrede sušno direktivo, sam zdaj ni več v Evropski skupnosti, pa vendar so se tega lotili. In zakaj? Zato, ker so imeli 2012 olimpijske igre in v vodotokih ni bilo vode. Prišlo je nekaj milijonov ljudi v Anglijo in takrat je seveda Anglija sprejela sušno direktivo. Hočem samo omeniti to integralnost, ki jo je Miha že prej omenjal, da treba je razmišljati o upravljanju suše celostno. Kot je upravljanje voda celostno. To ni stvar kmetijcev, stvar hidrologov. Ko se ločujejo stvari, imamo težave na terenu, da nimamo dobrega upravljanja. Ampak to vedno ni kriva zakonodaja, včasih tudi volja po sodelovanju. No, o tem bo mogoče kaj več povedala Lara v nadaljevanju. Samo za oceno, kakšne so škode po sušah v zadnjih od leta 1994 naprej in se strinjam s predhodnikom, s profesorom Mikožem, ki je omenil, ni več statističnih podatkov o suši in ostalih naravnih nesrečah. To se prav sploh ne znamo oceniti, kakšne škode na državnem nivoju nam suša pravzaprav pomeni. Ampak, če tukaj pogledate, je dejansko ta dokončne ocene kažejo, da je to več kot 100 milijonska škoda. Tudi letošnja še nima končne ocene, ampak se približujemo 100 milijonov evrov na leto. Škode zaradi naravne nesreče. V kmetijstvu v tem primeru. No in zdaj, če gremo, ko govorimo kmetijska suša v 21. stoletju, tole radi kažemo, to je indikator meteorološka vodna bilanca. To pomeni razlika med padavinami in evapotranspiracijo. To se pravi, koliko vode nam je padlo in istočasno, koliko nam je izhlapelo. Ne bi vas zdaj z metodološkim pristopom tukaj zadržvala, ampak samo bodite pozorni na štrcle, ki so označeni z rdečo. Govorimo o vodnem primanjkljaju v poletnem času. In kaj vidimo? V časovni skali od leta 1963 do 2017 imamo več rdečih štrclov, ki gledajo navzdol. To pomeni, imamo več poletnih suš v slovenskem prostoru. In to mislim, da je zelo jasen alarm. Vse te rdeče suše pa so bile razglašene za naravno nesrečo. Zdaj, če je še kdo skeptik, da suša ni problem slovenskega prostora, naj pač pokaže kakšne druge številke. No, v članku si lahko bolj natančno preberete, to je en indikator, ki je mednarodno uveljavljen. Svetovna meteorološka organizacija je meteorološko sušo izbrala SPI indeks, to je standardizirani indeks padavin, kot mednarodno normiran indeks, ker so padavinski podatki dokaj globalno dobro dostopni.
Ne? Seveda ne poseže pa v posamezne gospodarske sektorje. In tukaj sva s kolegom Gregorjem Gregoričem, ki je tudi soavtor članka, si lahko v članku preberete, kako se razvija suša z indikatorjem. Tukaj so naštete zgoraj suše, ko smo imeli problem v Sloveniji, tukaj je pa časovno obdobje spomlad, visoko poletje in celotno obdobje od maja do septembra. In kaj vidimo? Težave spomladi. Mile zime, tople spomladi, spomladanska suša. Leta 2003 tipičen primer, nadaljevanje v poletju in tudi v pozno jesen. Kar pa verjetno je že lahko problem z hidrološkimi zalogami. Popravite me, če se motim. No, ampak da se ne bi tukaj izgubljali v detajle, samo kot ideja, da je to nek splošno normiran kazalec meteorološke suše, ki nam kaže lahko neko prostorsko in časovno komponento. V nadaljevanju pa se še seveda, kako je bilo letošnje leto, tukaj pa drug indikator, meteorološka vodna bilanca, tisti štrcli, ki sem jih kazala prej, so tukaj postavljeni v prostor. In kaj lahko vidimo? Da je začelo se od aprila do julija predvsem bila prizadeta Dolenjska, jugovzhodni del Slovenije, pa tudi del severovzhoda. Primorci so že itak trpežni na sušo, ampak suša je bila tudi tam, samo odpornost družbe na sušo na Primorskem je boljša in v celotnem, v poletju pa se je nekako raztegnila zaradi vročine tudi v ostale dele Slovenije. Seveda za detaljnejše analize, za konkretno kmetijsko kulturo, če že govorimo o kmetijski suši, pa uporabljamo bolj sofisticirane kazalce, vendar tam potrebujemo tudi druge podatke. Podatke o tleh in podatke o kmetijski rastlini. In ti podatkovniki pa so na nivoju države še lahko rečemo nenatančni, za bolj natančne ocene za določeno kmetijsko kulturo. In če zaključim, kakšna je bila suša? Suša v 21. stoletju, kakšna je njena lastnost v slovenskem prostoru? Ne? Dejstvo je, da lahko zaključimo, da postajajo pogostejše, obsežnejše in da zaenkrat res, da posegajo v sektor kmetijstva. Vendar, kot sem rekla, obstajajo tudi leta, tukaj so tudi kolegi hidrologi iz Agencije za okolje, ki seveda to mojo izjavo lahko podkrepijo tudi številnimi podatki, postaja tudi problem hidrologije. Lep primer je suša 2012 in ponavljajoče suše 2000-2001, ko smo imeli kar nekaj suhih zim. Ne? To se pravi, 8 smo jih beležili po letu 2000. O gospodarskih škodah smo že nekaj povedali prej. Časovne spremembe vzorcev kmetijske suše, kot sem rekla, pojavlja se prej, dosega razsežnosti tudi v drugih, intenzivnejše so pa v poletnem času. To se pravi, vročina in povečano izhlapevanje nam pač sproža, da v poletnem času dejansko so struge prazne. Ne, seveda v velikih rekah, v manjših pa zagotovo. Prostorske spremembe suše v Sloveniji so, da jih sušo beležimo tudi v regijah, kjer to v preteklosti ni bil problem. Gorenjci imajo konstantno težavo s sušo, pa ne samo zaradi padavinskega primanjkljaja, ampak tudi mogoče zaradi slabih tal, zaradi tal s slabo vodno retenzijo. To se pravi, to so tisti lejeri oziroma tisti prostorski podatki, ki bi jih absolutno država morala za to vrstne dobre upravljalske strategije nekako okrepiti. Monitoring se razvija, tukaj se lahko pohvalimo, kot sem rekla, na agenciji se je že kar precej teh stvari v zadnjih 20 letih naredili. Nekateri ste o tem bolj ozaveščeni, drugi manj. Seveda največ se je delalo na kmetijstvu, ker je bil to sektor, ki je kot prvi pokazal največji interes. Vsekakor pa apeliram za vse kmetice, ki so mogoče tukaj prisotni, da vsako zemljišče bi moralo imeti podnebno izkaznico zemljišča. Marsikdo niti ne ve, koliko mu dežja pade na letni skali, kaj šele v vegetacijski sezoni. In tako upravljati ali pa tako strategijo je težko voditi. To se pravi vključevanje drugih podatkov, to sem že omenila. Pri planiranju, veliko se je govorilo že, predsednik Društva za namakanje je govoril o namakanju, na ARS-u lahko pri tem pomagamo tudi z dobro vremensko napovedjo. To se pravi planiranje oziroma krepitev naših zmogljivosti za upravljanje suše absolutno je moment, da uporabljamo podatkov, ki so že zastonj na voljo v Sloveniji in tega se premalo uporablja.
Potem postopno vključevanje tudi hidrologijo. Kolegi na ARSO že razvijajo hidrološke indikatorje tako za površinske kot tudi za podzemne vode, skupaj z globalno srednjo, ki na tem dela kar precej raziskav. In kot sem rekla, ARSO gosti Center za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi in več si lahko seveda preberete tudi v članku. Z letom 2017 pa smo tudi pridobili, kot rečeno, projektni denar preko projekta Dry Danube. Več si lahko preberete v brošurici, ki je na voljo zunaj. Mogoče, glede na to, da verjetno sem že porabila svoj čas, bi zaključila, pa vseeno mogoče samo pokazala našo spletno stran DMC-ja in projekt, prostorsko pokritost projekta, ki se bo loteval tako monitoringa suše, kot se bo dotaknil tudi strategije upravljanja sušo. Tako da, če bo več časa na voljo, pa zunaj. Hvala za vašo pozornost.